Torej, Ana, dobrodošla v našem atriju, na naših azilovskih pogovorih, ki je tako fajn zdaj, ki jih delamo že eno leto. Ful me veseli, da smo se končno tukaj ujeli po rahlem neuspehu februarja. Ful me veseli, da si zdrava zdaj tukaj in da lahko končno klepetava o septembru. Zdaj, mene še toliko bolj veseli, zaradi tega, ker se mi zdi, da smo imeli res tako nesrečo s pogovori, ker bi se mogli pogovarjati že v Kranju, v Lajerjevi hiši novembra, pa sem jaz zbolela in potem si februarja ti zbolela, tako da zdaj pa zares. Tako da je, toplo dobrodošla. Hvala, pa hvala vsem, ki ste v tem groznem vremenu prišli. Kako si? Deva sproščeno začeti. Začnem z geriatričnimi težavami. Boli me desno oko, rahlo me boli želodec, ampak sicer sem v redu. Ja. To bi zdaj treba razmišljati, to je tiste vse, mislim, psihoanalitične, kaj pomeni, da te želodec boli, posledica česa je to? Včeraj sem jedla ene stare marelice, mislim, da je s tem povezano. Oko pa ne vem, kaj se dogaja, pač dalje bolj me boli in potem sem včeraj googlala, kaj bi lahko bilo in sem seveda prišla do odgovora glavkom. Pa sicer nisem hipohonder, ampak se mi je zdela taka zanimiva diagnoza. K zdravniku moram, no, skratka. Še ena oseba. Tukaj pa sva, da govoriva o tvojem romanu September, ki je izšel avgusta pri Beletrini. Zdaj, za tiste, ki niso prebrali romana do zdaj, če se kakšen takšen najde med publiko, bi ga kratko povzela. V eni povedi, se da. V enem blurbu. Enkrat sem naletela na moto neke nemške založbe, ki izdaja izključno poezijo in njihov moto mi je blazno všeč. Težka poezija za visoko ceno. Torej, težka tema za ne tako visoko ceno. To je mogoče september. Torej, čisto kontra vsem, ki pravijo, da imamo preveč težkih in debelih in dragih knjig, je to ne samo, da je težka in debela in recimo, da draga, je tudi težka tema, oziroma težka po vsebini. Super. Ko si izdala knjigo, oziroma čisto na začetku si v enem momentu na Instagram objavila, da je to taka, ki ti je pa skoraj kot prva knjiga, oziroma da so nekako bili čisto drugačni občutki kot pri ostalih, ki si jih pisala. Bi razložila, kako to, na kakšen način je September tvoj prvenec? Jaz sem nobene dosedanje knjige nisem posebej veselila, no. Po vsakem izidu sem zapadla v eno manjšo, ne bom rekla depresijo, ker to je res obtežena beseda, ampak bila sem predvsem melanholična, obtežena z recepcijo ali nerecepcijo, zapredla sem se v nek dvom vase in podobno. Ob tej knjigi sem se pa počutila samozavestno. V smislu, od sebe sem dala nekaj dobrega in mislim, da to ne more naleteti na slab odziv. Zato je bila to moja prva knjiga, ker so bili pač občutki prvič resnično lepi in dobri. In kakšni so občutki zdaj, ko je ta knjiga pa že res dosegla bralce v malo več kot pol leta? Se je potrdilo to, kar sem slutila. Ima precej lepo življenje, oziroma zelo lepo življenje, mogoče še boljše od tega, kar sem pričakovala, oziroma na kar sem upala. Nihče me še ni s krepelcem po glavi, niti zaradi konca tega romana ne, niti zaradi forme tega romana ne. Vesela sem, no, tega, kaj se dogaja s to knjigo in upam, da bo pač živela naprej lepo. Ampak glede na vsebino in mogoče čisto Slovenijo kot kulturo, bi se človek mogoče lahko, bi se lahko bal drugačnega odziva, glede na to, o čem govori roman in tudi na kak način opisuješ v bistvu družinsko nasilje in to intimno partnersko. Kakšni so bili pa občutki, oziroma mogoče, a si imela kakšne ovire, ko si se lotevala te teme, oziroma strahove, oziroma predvsem kakšne previdnosti in kje si mogoče imela te previdnosti pri pisanju, ko si se lotevala takšne teme? Dobro vprašanje, na katerega pa moramo žal odgovoriti, da nisem imela nobenih zadržkov in v bistvu o sami temi, o tem, kako bom temo obravnavala, nisem kaj dosti premišljevala. Jaz sem se bolj ukvarjala potem, ko sem imela enkrat že izpisane prizore, s tem, kako to literarizirati, torej kako prenesti v neko
v književnost, ne iz scenarija narediti književnost. Vem pa, na kaj se nanašaš, ne? Ker je tema obtežena, tudi stigmatizirana na nek način, oziroma govor o nasilju v družini oziroma intimno-partnerskem nasilju je mnogokrat popreproščen in ta knjiga vseeno odpira neke vidike, ki v javnem diskurzu umanjkajo. Tega sem se zavedala, ampak se nisem bala, da me bo kdo s krepelcem po glavi, zato ker o žrtvah ne govorim tako enoplastno, kot smo vajeni govoriti. Mogoče se moram pa v jeziku grizniti. A misliš, da bi se avtorji sploh morali omejevati oziroma nekako zavestno pisati o takih temah? Odvisno od tega, kaj želiš doseči, verjetno. Mislim, zagotovo se je smiselno izogibati ideološko problematičnim knjigam, pa ne v smislu ideološko problematičnim likom, a ne? Ker lik še ni tema, zares. Tema se izriše nekje drugje. Tukaj se mi zdi, da smo lahko malo previdnejši. No? Ni treba, da zdaj še kak Slovenc napiše The Fountainhead in ponovi fiasko Ayn Rand. A ne? Tega književnost ne slovenska, ne tuja ne potrebuje, se mi zdi. Sicer je pa to zelo zahtevno vprašanje. No? Mislim, da jaz se tega vprašanja lotevam od primera do primera, od lika do lika. Sama sem že toliko razvit človek, verjetno, da znam prepoznati, kdaj sem res zašla, a ne? Kdaj mogoče kdaj se neki predsodki, ki jih pripisujem liku, razlivajo čez lik in postanejo tema oziroma postajajo snov. To so neko ravnovesje, ki ga moraš kot avtorica vseeno iskati, če pač želiš to iskati. A ne? Zagotovo pišejo tudi ljudje, kot so Elon Musk. In ker si ravno toliko omenjala like, jaz mislim, da je pa nek čar tega romana tudi to, da se ga nekako, oziroma da se teh tem nekako lotevaš iz otroške perspektive oziroma iz perspektive otroka, ki je tako posredno kot lahko tudi neposredno priča temu nasilju oziroma žrtev tega nasilja. Zakaj si se pa za to perspektivo specifično odločila? Povsem zavestno in programsko zato, ker je perspektiva otroka v javnem diskurzu povezanem z nasiljem v družini in intimno-partnerskim nasiljem, jaz sem izgubila sklon, pogosto izpuščena oziroma nekako zakrita. No? Težko se je javni diskurs je pač kakršen je, pogosto je zelo ploščat in pozicija otroka v tej problematični, nevarni, življenjsko ogrožajoči situaciji ni tako enostavno rešljiva ali pa opovedljiva in zato sem se odločila, ker se mi je zdelo, da mi to predstavlja nek mal večji problem kot samo zlorabljena ženska, a battered woman. Ne? Se mi zdi, da zadnje čase, še posebej v književnosti, narašča nek trend teh unreliable karakterjev ali pa nezanesljivih karakterjev. In ko govorimo o otroški perspektivi, to zagotovo do neke mere, mislim, bi lahko sklepali, da je nekako pa nezanesljiv. Kje pa je tukaj neka meja tega iskanja, da izražaš specifično neko subjektivno perspektivo oziroma zelo specifično perspektivo protagonistke in hkrati upodabljanja teme, kot je družinsko nasilje? Otroci niso neumni, ne? In otroci še zdaleč niso unreliable narrators, lahko so moče unrelatable narrators v nekem smislu. Jaz na specifično Evelyn kot na otroka v tej knjigi nisem gledala kot na nekoga, ki ničesar ne ve, pa ničesar ne razume. Oziroma doživljala sem jo kot nekoga, ki ima, ravno zato, ker ni obremenjena še s toliko, kako bi temu rekla, s toliko življenja v resnici, ima morda malo jasnejši pogled. Kljub temu, da se marsikdaj predvsem sprašuje o tem, kaj se dogaja, kdo je tukaj strelec, kdo je tukaj prestreljena žival, kakšna je zares dinamika med njenima staršema, je ravno to tista poanta, da ona se, ker je priča in potem kasneje tudi žrtev, vidi mogoče malo dlje od
ne samo javnosti, ampak tudi od staršev. In potem nekako to izražaš, oziroma vsebina se izraža skozi formo, ki tudi si sama izpostavila, ni standardna, če lahko temu tako rečemo. Zakaj pa ta odločitev? Naveličala sem se podobe svojega plemena, oziroma bila sem v nekem obdobju, ko se mi ni dalo ljubiti linearno ni dalo ljubiti, brati linearno spisanih romanov, kaj šele pisati linearno, oziroma predvidljivo napisanega romana. Ne. Nisem se hotela ukvarjati s tem, prvič me je zanimala forma, kaj lahko naredim z nekimi prizori, z neko snovjo, ki jo imam, kako se lahko s tem poigram, da bo sama forma spregovorila še o tistem, o čemer se meni v bistvu ne ljubi pisati. Meni se ne ljubi pisati o tem, kje v prostoru oziroma v času se ljudje nahajajo. Ne. Kljub temu, da sem poskušala napisati zgodovinski roman, me je ravno ta aspekt zgodovinjenja najbolj dolgočasil, torej kje in kdaj smo. In odločila sem se, da bom določene časovne indice v knjigi bralcu ponudila na večkrat drugačen način. Ko se enkrat pojavijo telefoni in messagi, si lahko ljudje zamišljajo, da smo nekje konec 90-ih, v začetku 2000-ih, ko so pač slovenski trg preplavile tiste mobireglje ali raglje, pač šuki, ne vem kaj še vse. Potem je tukaj Instagram, ki ravno tako priča o pač nekem časovnem prelomu, in to precej razvit Instagram, kjer se ljudje že mečkim pričkajo, ne samo objavljajo lepih fotografij. To je ravno tako nek časovni indic. Skratka, forma mi je pomagala rešiti stvari v odnosu, do katerih sem jaz mogoče mečkim lena, oziroma ki jih tudi kot bralka malo preziram. Pa to je v bistvu malo težko beseda, ampak sam ne sedejo mi, bom tako rekla. Hkrati za recimo dramsko formo, ki ni čista dramska forma, ampak je v bistvu neka moja vmesna rešitev, sem se pa odločila preprosto zato, ker sem vedela, da se nekateri liki v tej knjigi ne bojo več nikoli pojavili, torej jih moram izpostaviti na nek logičen način, na nek način, ki bo ravno tako sporočal nekaj o njihovi vlogi, družbeni vlogi. Bo torej naslednji roman nadaljeval z eksperimentiranjem v formi, ali je bil to tak enkraten trenutek navdiha? Ne ravno v formi, ampak prvič bo imela hook. Prvič bo imela to, ker se pravi neko nadtemo, ki bo določala strukturo in tudi določala pogled oziroma določala pripoved. Torej že vemo kaj, kako, vemo že kdaj? Kdaj ne, ker sem komaj začela. Zdaj sem strukturo nekako postavila, čakam še na neke informacije oziroma podatke, da bom to lahko pač zaključila. Vzela si bom čas, zato ker gre za morda meni tujo nadstavbo, o kateri blazno malo vem in si moram v bistvu ne blazno malo, ampak manj, kot bi si želela. In se moram še poučiti, stvari moram večkrat odležati, lik moram še malo do konca oblikovati, ker še ni čisto zares postavljen. Bit by bit. Zdaj, ko vidim, da si ravno v tej fazi načrtovanja, veliko ali pa vprašanje, kako pa človek napiše roman? Tako da nima redne službe. Torej, kako to trenutno poteka pri tebi? Težko. Resnično zelo težko. Sem v tisti fazi, ko stara sem že, veste, pač 40, ne. Nimam več tiste mladostniške energije, ko bi se lahko zaganjala več projektov hkrati, pač v projekt služenje denar, se pravi selling your labor, projekt umetnost. In to čedalje težje uravnavam. Tako da ostaja mi nekaj vikendov, kakšen večer med tednom, če pač nimam večernega dogodka, in stvar zato počasi napreduje. Kar je pa prednost tega obremenjenega življenja v kapitalizmu, pa je to, da je tisto, kar napišem, bolje, kot pa bi bilo v primeru, da bi jaz imela res več časa. Ker moram biti, ko imam čas, res fokusirana. In zdaj, ko se lotevaš že novega, ko nekako reflektiraš na to,
Kako pa bi rekla, da se ta postopek trenutno razlikuje, ali pa mogoče, kaj si se naučila skozi že objavljena dela, če zdaj pogledaš na tvoj prvenec? Ma ful veliko, ne samo o tem, kako zaključevati misli, pa kako razpreti neko temo in jo morda tudi nekam pripeljati, ampak morda nekoliko bolje razumem, kaj je to struktura, kaj je to forma in kdo je to bralec. Jaz sem imela s institucijo bralca velike težave, ravno tako kot imam še vedno težave z institucijo malice, ker ne priznavam prigrizkov. Skratka, nisem vedela, kdo je bralec, kakšna inštanca to pravzaprav je. Kako moram jaz s tem duhom, ki ga v bistvu nikoli ne bom srečala, razen na takšnih dogodkih, kako moram s to osebo ravnati, a ne? To predvsem, no. Zdaj sem končno stopila na proces učenja tega, kdo ali kaj je bralec, bralka, kako najbolje komunicirati to, kar želim komunicirati, a ne. Kot je enkrat o meni rekel nek prijatelj, Iztok Ilc, ki ga morda nekateri med vami poznate, jaz precej dobro vem, kaj hočem, a ne. Tako da določenih standardov jaz nikoli ne bom spustila. Želim pa si, da to, kar je v moji glavi, a ne, pride pred bralca v najboljši možni obliki, na najbolj tekoč način. Ja. Pa imaš prvega bralca? Kdo je tvoj prvi bralec? Moj urednik je bil te knjige, prej pa v bistvu moja najboljša prijateljica, Nike. Letos se boš z enim izmed svojih romanov srečala še na kanček drugačen način. Doživela namreč prevod v angleščino s krasno naslovnico, res čestitke, ta fotografija je čudovita. Kako se pa, mislim, boš prebrala roman v angleščini, te mika primerjati to, glede na to, da si ravno zdaj govorila o nekih standardih, o nečem, kar želiš, da je točno tako? Jaz sem precej močno vpeta v pregledovanje tretje roke prevoda Plime, predvsem zato, ker je to precej kompleksen roman, no, za prevajalca. Mislim, da res ni bil mačji kašelj in opravil je zelo veliko delo, a ne, ampak sem morala tudi precej sodelovati, ker je moral vstopiti v zavest avtorice, ne samo v zavest pripovedovalke, ki je pač kakršna je, precej nevrotična, ampak tudi v mojo nevrotično zavest. Tako da berem sproti, ravno danes sem dobila še nekaj v pregled, še nekaj vprašanj, tako da je to kar dinamičen proces. No. In sem zelo hvaležna, da se je Roli tega lotil tako, kot je treba, a ne. Mene tudi zelo veseli, da bomo lahko imeli na Azilovih policah končno še kakšno avtorico v angleščini, slovensko avtorico v angleščini, ker se mi zdi, da med ogromnim številom naslovov Slavoja Žižka, pa ne da imam karkoli proti njemu, zagotovo primanjkuje vsaj kakšna sodobna slovenska avtorica, ki jih imamo zagotovo na pretek in me veseli, da boš med njimi. Ampak tako kot boš imela zdaj pestro to leto, ki prihaja, je pestro tudi leto, ki je za tabo. Poleg tega, da je šel tvoj roman, si namreč pisala kolumne na 2 portalih. In bom začela kar s tem, ker se mi zdi, da je to kar hitro potem postalo tudi zelo omenjano v tvojih intervjujih z drugimi mediji, pa predvsem, ker si mi namignila, ko smo se pogovarjali o tem pogovoru. Pišeš oziroma si pisala kolumne za Guardian, še vedno pišeš kolumne za Guardian in namignila si mi, oziroma obljubila si mi, da mi boš povedala, zakaj vedno zamujaš deadline s temi kolumnami. Jaz sem načeloma precej organiziran človek, ker moram biti, ampak vem, da me je v bistvu vedno malo pestila trema, ker proces nastajanja kolumne za Guardian ni tak, kot je proces nastajanja kakega teksta za slovenska javna občila, ko pač ti samo priobčiš zadevo, ne? Ampak moraš najprej uredniku oziroma urednici predati nek pitch in temo, pa nek argument, ne? In potem o tej temi in argumentu steče po mailu ali pa pač po klicu pogovor, kaj zdaj avtorica zares želi povedati in ali ima avtorica dovolj snovi, mesa, da to dejansko lahko spelje. No, in v teh procesih mene vedno malo me je krt zagrabil, ker sem pač podvomila v to, ali
In to tudi je namen urednikov, da te spravijo če imajo ta čas malo v kot. No in zaradi tega, ker sem se počutila, da sem malo v kotu, sem jaz običajno tudi zamujala, ker sem se ful obotavljala, pa sem se še svojo proofreaderko posvetovala o tekstu samem IPD. Pa, perspektiva je drugačna, bere me toliko več ljudi, da nisem toliko frivolna, kot sem sicer. No. In med drugim je ena imela tudi neznansko veliko število komentarjev. Kakšen je pa občutek ob tem, ko pisala si izrecno v slovenščini, torej v našem jeziku, in odzvali so se ljudje iz vseh koncev sveta o tem, kako veliko jim pomeni, da so videni majhni jeziki. In tisto je postalo tako, res je ena majhna skupnost se znašla v komentarjih pod kolumno v Guardianu. Kakšen je bil pa tvoj občutek ob tem? Jaz sem na tisti dan v službi, nekaj sem kucala in kar naenkrat me je urednica obvestila, ne grem pogledat pač na to objavo, da bom videla, kaj se dogaja, in nisem mogla verjeti. Ker jaz zdaj nisem mednarodno uspela in znana avtorica, nisem pričakovala, da bom lahko Naomi Klein presegla tisti dan. To je bilo pretty amazing. Ampak potem, ko sem retrospektivno razmišljala o tem, kaj se dejansko zgodilo, je bilo logično. Ljudje so se čutili videne in slišane, ker pač Guardian prebirajo ljudje, ki govorijo bretonsko, ki govorijo neke jezike, ki govorijo na Papui Novi Gvineji, ker tudi eden tak bralec si mi je javil med drugim. Ljudje še vedno govorijo prosim pomoč, oksitanščino, tako. Ja, in to je tisto, kar sem prej rekla, ta kolumna me je nekaj naučila o tem, da se bralci, bralke želijo prepoznati. To je tisti termin relatability. In tukaj pač s tem tekstom je veliko ljudi relatalo, zato ker jih nihče v bistvu nikoli ne povoha, nihče se ne ukvarja. Na Guardianu pa res ne z pici-mici jeziki. No. In če narediva korak nazaj, kako pa je sploh prišlo do tega, da je pisateljica, ki piše v pici-mici jeziku, pristala na Guardianovi platformi kot kolumnistka? A kdo za to anekdoto še ne ve? En človek, 2, 3, 4, ok, dobro. Pol dejansko lahko povem. Pred približno 2 letoma sem se udeležila, to zdaj že vem na pamet, festivala v Londonu. To je bil prvi festival evropskih avtorjev. Povabljena sem bila na panel, na katerem so poleg mene sedeli še avtor tiste knjige o Josefu Mengeleju, ki sem mu pozabila sami naslov, simpatičen lik, Francoz, en ciprski pesnik, finska sci-fi avtorica in še ena oseba, ki je bila tako siva, da sem jo pač preprosto pozabila. No in tema tega panela je bila prihodnost Evrope, blazno velika tema. Meni je bilo to že tako v izhodišču ful dolgočasno in sem se tega precej bala. No, potem pa me je vesolje počastilo s tem, da sem bila še zadnja na vrsti, da spregovorim. Torej, in do tistega momenta sem bila že lačna, razdražena, obešenjaške volje, vsi so mi šli na živce, ker se je pač ena od avtoric tudi malo zjokala vmes. Skratka, in sem začela prebijati neke šale, kar pač običajno počnem, če sem v slabi koži, recimo. In lo in behold sem nasmejala celo dvorano in potem se je moderatorka pri meni ustavila dlje časa, kot mi bo namenjeno, zato ker sem bila tako simpatična. No, ampak potem, ko se je panel končal, sem se počutila blazno slabo, ker sem med drugim užalila veliko ljudi s potoma, v tistem obešenjaštvu, ker to običajno počnem, ker sem impulzivna. No, in potem sem se skrila v nek kot, vzela penino in pač tam mal bila, na kar je do mene stopila neka drobna ženska in mi rekla, da sem bila fantastična in mi v roke potisnila vizitko in izkazalo se je, da je urednica Guardiana in me je povabila k sodelovanju. No, drugi del te zgodbe je bolj dramatičen, kajti Ana Schnabel, velika avtorica, je tudi zelo dvomeča oseba. In nisem mogla verjeti, da se to dejansko zgodilo. Imela sem občutek, da me je nekdo brutalno nategnil, čeprav je bila tista vizitka zelo verodostojna. Drugo pa nisem nekako se nisem čutila res poklicano ali kaj.
nisem se čutila, tako da sem dovolj velika zgodba za Guardian. Na kar sem šla oktobra na famozni sejem v Frankfurtu, kjer sem bila depresivna in osamljena. In potem sem iz svoje hotelske sobe napisala mail urednici in urednica se mi je javila po 15 minutah z besedami "Where the fuck were you? I was waiting." In to je to. In potem si napisala prvo kolumno in vse o tem dalje. Po tisti kolumni o Lipovem Bogu in vseh drugih čarobnostih našega jezika si že objavila jih še še par jih vidim, da čakamo. Se je spremenil tvoj način razmišljanja ali pa mogoče pristopa k temu, potem ko si videla, razsežnost tega in brala komentarje in prehitela Naomi Klein tisti dan? Pa niti ne, no. Pač napišem, če imam kaj za povedati, sicer sem pogodbeno vezana, da vsaka 2 meseca oddam en tekst, kar ne pomeni, da bo tudi objavljen na vsaka 2 meseca. Ne. Sploh zdaj so imeli na Guardianu kar nekaj težav zaradi poskusa prevzema Observerja in so veliko stavkali, moja urednica je bila na sabatiklu. Je pa tudi tako na Guardianu, da ko ti enkrat dodelijo enega urednika, delaš samo z njim oziroma z njo. Se ne seliš med oddelki pa med ljudmi, zato ker gre za odnos, ki ga ti vzpostaviš s človekom in to se mi zdi super, no? Da me ne sprehajajo tam od ene Lucy do Lucinde pa enega Petra in ne vem kaj. Skratka, kaj si me vprašala? Če se je spremenil tvoj pristop. Se mislim, da si... sem odgovorila. Tako. In o čem beremo naslednjo kolumno? Melanie Trump. Usporedno z Guardianom si pa lani pisala tudi kolumne za Lud literaturo, kjer si se med drugim tudi dopisovala s Sašom na daljavo in časovno razdaljo. Oziroma jaz sem mu napisala pismo, človek nikoli ni odpisal. Ghostov me. Na Lud literatura platformi. Kako se je pa mogoče tvoj pristop razlikoval v teh dveh? Torej nekako je tako namenskost kot platforma izrazito drugačna. Verjetno ste tisti, ki ste brali moje kolumne na Ludu in na Guardianu, ugotovili, da sem bila na Ludu predvsej bolj obešenjaška, bolj zafrkljiva, no. Ker vem, da je publika manjša, da je nekoliko incestuozna, večina ljudi me tako pozna, tako da mi ni bilo treba nekako, nisem bila povabljena ali pa se nisem čutila poklicano k nobeni mimikriji, ne. Nisem čutila te velike fact-checked odgovornosti, da jaz zdaj poročam v nek kontekst o nečem velikem, ampak sem poročala o svojem notranjem življenju in zagatah z delom. Recimo, zaradi publike, pač približno sem razumela, kdo so ti ljudje, no. Da nimo. Nekdo je bil tukaj zelo izpostavljen s tem pogledom. Hvala sem še te ljudi pogledala. In zdaj, če vlečeva neke čisto sporednice, pa rečeva naprimer kolumne tu, kolumne tam in pa kratke zgodbe. Kako se pa to razlikuje? Že dolgo nisem napisala kratke zgodbe, tako da ne vem. V resnici... Potem moram pa nekaj drugega vprašati in sicer glede na to, da si začela s kratkimi zgodbami in potem preslala v roman, ti roman najbrž bolj sede? Ma ja, ker imaš malo več časa. Definitivno napisati kratko zgodbo se mi zdi težko. Verjetno se zato k temu ne vračam. Pa tudi, kaj pa vem, nekaj v meni si želi tega velikega zamaha. Ne? Čeprav noben od mojih knjig ni velik zamah na 700 straneh, ampak uživam v tem, no, da počasi tkeš, da vezeš neko pripoved. Kratka zgodba je obrtniško napornejša. Jaz pa vseeno nisem taka obrtnica, da bi si to želela početi. No. Torej je imela moja kolegica, ki me je zadnjič prepričevala, da je kratke zgodbe težje napisati prav. Meni zagotovo. No. So pa verjetno avtorice ali pa avtorji, ki jim to bistveno bolj leži, no, ki imajo mogoče malo manj eliptičnega duha, kot imam jaz. In se v tej zvrsti bolje znajdejo od mene. Zadnje čase, pa če se zdaj še vrnemo na začetke in prvence in vse podobno, zadnje čase je en zamah ali pa mogoče je to zato, ker živimo v hitrih časih, ampak
zelo zamah prvencev, nekako se jih ogromno povsod pojavlja, tudi zelo mladih avtorjev. Tvoj prvenec ni izšel, mislim, ni to tako, da si matura, pa potem prvenec, pa takoj dalje. Ampak si vzela čas, koliko časa si ga pisala na ta način, mogoče kako je bil ta tvoj pristop k prvencu, oziroma kako mogoče ti vidiš prvenec kot sam? Tiste kratke zgodbe niso nastajale zdaj v nekem zelo širokem časovnem razponu, ampak precej hitro. Jaz preprosto nisem imela teme. To je bil moj problem. Vedno sem nekaj skribljala, kot se temu reče, zlasti pisala sem dramske tekste o tem, kako se mama s svojimi otroki zadane z LSD-jem in potem skupaj obiščejo Boga. In Bog je mizantrop, skratka, take zadeve. To ni bila tema, to so pač bile moje, ne vem, erupcije, predelovanje mojih frustracij, študij filozofije, ki me je obtežil z raznimi tematikami. In sem čakala, da me nekaj pokliče, kot se temu reče. Čeprav me ni zares, no, ampak nek moj fokus in ta moj esprit se je moral pač kristalizirati in zato sem potrebovala čas. In ko sem enkrat ugotovila, da me resnično najbolj zanimajo ljudje, da sem ne samo bralka, ki najraje bere like, ampak tudi avtorica, ki najraje piše like, je potem steklo. Se je ta zgodba nekako zaključila oziroma začela zares. Pa tudi v enem obdobju sem prebrala nekaj romanov oziroma del, ki so mi dala vedeti, da je moje zanimanje nekaj vredno. Da v bistvu napisati dober lik ni neka, kaj je slovenska beseda za obsoletno, o moj bog, ni neka odvečna veščina. Potem pa, in tu mi je pomagal eden izmed tvojih intervjujev, ker meni matematika lih ne gre, ampak nekako dela izdajaš na 2-letne kolobarje, oziroma zelo, čudovite, zelo enakomerne utripe izida. Torej, čez 1 leto pričakujemo 1,5 leta naslednjega? Verjetno ne, razen če dobim kako finančno nagrado ali 2, pa mogoče še štipendijo, pa morda bogatega mentorja ali mentorico, potlej ja, sicer pa this bitch gotta work, you know. Ampak ta tempo je pa nekako, mislim, je bilo to nekaj, o čemer si se priganjala, da si ga lovila? Je bilo to nekaj, kar si imela v mislih, ali je to predvsem tako šlo in zelo ritmično? Hana, jaz predvsem ne vem, kako živeti, ne da bi pisala. Res, če nimam, tako, dokler se nisem zavedla, spoznala, kaj želim pisati zdaj, sem precej nesrečna. Potem, ko je po enem mesecu ta vznesenost zaradi izida septembra popustila, res nisem vedela, kaj sama sabo početi. Imam živali, imam prosti čas, imam svoje hobije in zanimanja, ampak en ta je ne se kaj umanjkal, in ta je ne se kaj zame pisanje. Jaz tako na ta način razmišljam, na ta način najbolje živim, na ta način sem lahko srečna. Tako da to ni nek... Ti razmiki 2 let niso posledica nekega programa, ampak predvsem tega, da sem jaz precej obsesivna. To ni nujno slaba stvar. Mislim, se mi zdi, da obsesivna ima tak podston, ampak pač način življenja, kar je čudovito. Pa nimam zunanjega življenja, ne bom tako rekla. Prej si omenila, da si najprej pisala dramske tekste, že na začetku si komentirala, da nekako pretvarjaš iz scenarija, mislim, neke scenarije potem v prizore oziroma v zgodbo. Se vedno tega lotevaš najprej, torej skozi neke scenarije take strukture? Ali, mislim... Ma ne, do septembra sem imela jaz kar nekaj beležk, v katerega sem si zapisovala, kaj se mora v določenih prizorih zgoditi oziroma na čem je poudarek. Zdaj, nekaj morate vedeti, da september ni nastal po plimi, ampak je nastajal še med plimo pa pred plimo. Jaz sem namreč nekaj let zbirala neke prizore, ki so bili izpisani zelo lapidarno, ne? Pa zelo suho, se pravi, človek vstopi v prostor, to se zgodi, bla, 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 to se reče, itd. In ko se je nekaj teh prizorov nabralo, sem jih začela skladati v pripoved in potlej začela iskati formo.
To je bila zdaj ta scenarističen pristop je bil zdaj zame prvi. Pa po naključju se je v bistvu zgodil, no, ker sem pisala en drug roman, torej pisala sem Plimo in September v bistvu odvajala iz sebe kot neke okruške. No. Malo bi se navezala, se to bo zdaj mogoče zvenelo zelo stokersko z moje strani, ampak pa to smo se že pogovarjali, ampak tvoj Instagram, potem pa kdaj kaj objaviš, pa si jaz kar screenshotam, pa sem tako, to bom pa vprašala in ne da tako hihi. Pa sem se to zaradi tega predvsem spomnila, oziroma zakaj sem to začela, ker si v enem momentu napisala, ko sva se pogovarjali, na storijih si pa večinoma kar vse dovoliš in to je tak spam. In nazadnje si napisala, da zdaj, ko si pa že stara, pa ne bom rekla, da si stara, ampak citiram, pa veliko razmišljaš o svoji smrti. Ja. Bo to odsevalo se tudi v tvojih delih, ali je to... Mislim, da v naslednji knjigi zagotovo sicer ne bo povezano z mojim umiranjem, ampak zaključevanjem življenja mojega lika oziroma likinje. Ja, nekaj se zgodi potem, ko človek doseže 40. leto. No comment. Zdaj, med drugim sva se pa midve na Instagramu pogovarjali tudi o šahu, na moje veliko veselje. Mislim, da je to eden izmed daljših pogovorov, ki sva jih imeli čisto naključno o šahu in o svetovnem prvenstvu, ampak kar me je pa prikupilo je pa, da sem nedavno nekje prebrala, da je bil šah tudi, na Guardianu sem to prebrala, da je bil šah tudi navdih za nekatere prizore v enem izmed tvojih romanov. Kako pa to? Mislim, kako je prišlo od tega, da si igrala šah in da potem bila to pa moram dati? In zakaj prav šah? Zato, ker so v moji družini prezirali karte. Namreč v moji družini se ni smelo kvartati, ne. Vsi moški so šahirali, kasnejše generacije so vključile tudi ženske. Kar nekaj mojih sorodnikov je tekmovalo v šahu, in potem so veliko upov polagali tudi vame, a žal se iz tega nič ni izcimilo. Je pa šah zame ostal en lep spomin, no? Tudi neka lepa praksa, predvsem zame praksa umirjanja, ker sem bila precej nemiren otrok. In sem se odločila, da ker je šah povezan z mojim otroštvom na obali, da ti dve zadevi povežem v Plimi. In prej, ko smo se pogovarjali, si rekla, da si tudi takrat svetovno prvenstvo. Sicer mislim, da obe dve toplo priporočava, da si pogledate letošnje svetovno prvenstvo in sicer indijske komentatorje v živo, da si ga spremljala v službi. V isti sapi si pa nekako rekla, da si nikoli ne dovoliš zares pisati v službi ali pa nekako tega lotevati. Kaj je to? Zakaj je to? Je to neka ločnica, ki jo želiš strogo ločevati med poklicnim in... Če sem natančna, v svoji službi zdaj sploh ne bi mogla pisati. V prejšnjih sem lahko napisala kolumno. Umetniškega teksta pa ne. Zato pa jaz potrebujem svoj prostor oziroma svoj čas. Čeprav bivši sodelavci verjetno ne bi imeli nič proti, če bi jaz ustvarjala na delovnem mestu, ampak nekaj v meni ne more. Tako je, kot da bi me zalotili na stranišču, pač ne gre, no. Nekaj popolnoma intimnega, torej. Jaz mislim, da moramo ta pogovor zaključiti. Mogoče naravnost v kamero, glede na to, da Saša tukaj ni. Sašo, odpiši. Sašo, odpiši. Kujon. Vsi ostali pa predvsem najlepša vam hvala za čudovit večer, za družbo tukaj v Atriju Zrca. Mislim, da se moramo čisto oglasno zahvaliti Javni agenciji za knjigo, ki skrbi za kovančke tukaj, in pa predvsem in pa največji hvala Ani Šnabel, ki je danes z mano klepetala. Hvala, Ana. Hvala, ker ste prišli.